Danes govorimo o fruktozi oziroma o sadnem sladkorju ali tudi o glukozno-fruktoznem sirupu, ki ga lahko najdemo v praktično vseh živilih. Ena pomembna točka pri tem je, da je fruktoza sadni sladkor in ga zaradi tega navadno vsi povezujemo z nečim, kar je zdravo. To je prva napaka, na katero bodite zelo pozorni, saj vas lahko marsikdo in marsikje s tem zavede. Fruktoza, kakor ste lahko prebrali, snavlja v jetrih in na ta način obremenjuje vaša jetra. Jetra so organ, ki so glavnega pomena za izločanje strupa iz vašega telesa in verjemite mi, dovolj so že obremenjena. Posledica tega, da jih še dodatno obremenjujete s fruktozo, je, da bo zelo slabo vplivalo to vse skupaj na nivo holesterola v krvi. Zelo zanimivo, ampak to je prvi taki zanimiv podatek, da holesterol ni tisti krivec, ki vam dviguje holesterol, ampak je fruktoza zelo velik krivec za slabše razmerje med oblikami holesterola, ki ga imate. Druga stvar je, da je ta glukozno-fruktozni sirup, kot smo rekli, skoraj povsod. In vsekakor bodite pozorni na to, da fruktoza, ki jo zaužijete, če jo že zaužijete, naj bo vsekakor raje iz sadja, kjer je zraven fruktoze še veliko vode in vlaknin, vitaminov in mineralov, kot pa da jo zaužijete umetno v keksih, sladkih pijačah, sladkarijah ali nečem podobnem. Se pravi, ta glukozno-fruktozni sirup se danes uporablja praktično v vsem in to zaradi tega, ker je to v bistvu najcenejša oblika sladkorja, ki jo lahko proizvajalci dobijo. Ceneje kot navaden sladkor, pridobijo večinoma iz koruze in kot vidite v članku, ta drugačna struktura sladkorja še posebej slabo vpliva na procese v našem telesu. Tako da, nekaj kratkih napotkov o tem, zakaj biti pozorni na to fruktozo in glukozno-fruktozni sirup, da boste lahko spet naredili en korak za izboljšanje vašega zdravja. Se vidimo naslednjič. Adijo!